teh dneh, ko se soočamo z novo in zelo nenormalno situacijo, smo verjetno vsi že slišali zgodbe o histeričnem nakupovanju in kopičenju zalog hrane, med drugim tudi toaletnega papirja. Mogoče ste se tudi sami udeležili te družbene aktivnosti. Mogoče ste slišali celo zgodbe o pretepanju za toaletni papir in prepirih za določena živila. Ob vsem tem ne morem, da se ne bi vprašal, čemu takšno ravnanje? Ali je res vredno, da se s sočlovekom spustim v prepir ali celo pretep, zato da bi si zagotovil zalogo določenega živila ali higienskega pripomočka? Vsekakor je smiselno razmisliti o tem, zakaj in kako v ljudeh in družbi do takšnega ravnanja pride, vendar to niti ni najbolj pomembno. Ob teh dogodkih se mi je porodilo še eno vprašanje, na katerega je bolj pomembno odgovoriti. Kaj lahko jaz naredim, da bi bilo boljše? Menim, da se odgovor na to vprašanje nahaja v Bibliji, knjigi polni skrivnosti in modrosti. Jezus, glavni junak te knjige, za katerega kristjani verujemo, da je bil učlovečeni Bog, je v svojem času na zemlji ponudil odgovore in rešitve na marsikatera vprašanja. Med drugim je ljudi spodbudil k uporabi tako imenovanega zlatega pravila, ki je zapisano v Evangeliju po Mateju, v 7. poglavju 12. vrstici. Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. To je namreč postava in preroki. Zanimivo je, da to pravilo v tistem času ni bilo nekaj posebno novega. Znani so zapisi tega pravila iz različnih kultur v času pred Kristusom in v času po njem. Zanimivo pa je tudi, da je v večini teh zapisov prisotna negativna oblika tega pravila, ki zveni nekako tako: ne delaj drugemu tega, kar ne želiš, da bi drugi delali tebi. Mogoče si mislite, da gre za eno in isto stvar, vendar ni povsem tako. Ta negativna oblika pravila spodbuja pasiven odziv na ljudi, njihova dejanja in na okoliščine. Medtem ko je Jezus svoje poslušalce pozval k dejanjem. Pravi: vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. Verjamem, da imata v tem času karantene in tako imenovanega družbenega oddaljevanja obe obliki tega pravila svojo vrednost. Obe obliki bi bilo dobro prakticirati, saj praksa kaže, da resnično delujeta. Prepričan sem, da nihče od nas ni navdušen, če pride v trgovino in tam ne najde tiste stvari, ki jo potrebuje. Prav tako dvomim, da smo navdušeni, če nas kdo fizično ali verbalno napade, ker smo vzeli zadnji paket toaletnega papirja. Zelo smiselno je torej, da tudi sami po nepotrebnem ne kopičimo vsega, tako da bi zmanjkalo za druge. Smiselno je tudi, da se ne jezimo na nekoga, ki je žal pred nami vzel zadnji kos nekega živila ali druge potrebščine. Še boljše pa je ta pristop nadgraditi in k temu dodati prakticiranje aktivnega zlatega pravila, tega, ki ga je priporočil Jezus. Na začetku sem vprašal, kaj lahko jaz naredim, da bi bilo boljše. Odgovor je dokaj enostaven. Kaj lahko jaz naredim, oziroma kaj bi rad, da se meni zgodi v tem času, če se postavim v čevlje drugih ljudi? Če si predstavljam, da sem trgovec v trgovini z živili, bi se verjetno od kupcev želel spoštljiv in prijazen odnos. Verjetno bi si želel tudi, da me kdo pohvali. Če si predstavljam, da sem oddaljen družinski član, ki živi sam, bi verjetno od svojih družinskih članov pričakoval kakšen telefonski klic in spodbudne besede. Vse to je nekaj, kar lahko storimo, in verjamem, da bomo zaradi tega blagoslovljeni tudi sami. Razmislite torej, česa si v teh dneh želite od drugih, in storite to vi njim. Videli boste, da bo to imelo pozitivne učinke na njihovo in vaše življenje.